Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes sem za vas pripravila pravljico, v kateri nastopa mrož. Ja, zelo simpatičen mrož. Me že prav zanima, kaj tako zanimivega se je mrožu dogodilo, da je slovenski pisatelj Peter Svetina napisal zbirko 2 pravljic z naslovom Mrožek, mrožek. Za ilustracije pa je poskrbela odlična Mojca Osojnik. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, ki nosi naslov O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov. Nekje daleč na severu so v mestu na ledeni plošči živeli oče mrož, mama mrožka in sin mrožek. Mama mrožka je ravno kopala sina mrožka v morski kopeli. No, še nohte ti moram postriči, je rekla. Ne, ne, je vzkliknil mali mrožek. Nohtov pa ne. Ampak mrožek, mu je prigovarjala mama, nohte moraš imeti vedno postrižene. Saj si tudi brkov nobeden ne striže, je ugovarjal sinko. Z brki je drugače, mu je mama potrpežljivo razlagala. Brki so okras obraza, nohti pa so okras plavuti. Se ni dal mrožek in mami ni pustil, da bi mu nohte postrigla. Ah ja, je zavzdihnila mama, te bo že pamet srečala. Ampak malega mrožka pamet ni srečala. Nohtov si nikoli ni hotel postriči. Res je, da mrožev nohti rastejo sila počasi, takole milimeter na par let. Ampak kljub temu, ko je moral mrožek v šolo, so bili že tako dolgi, da so se začele težave. Če so se sošolci žogali in je žogo ulovil mrožek, je reklo pok. Žoga je počila, ko je zadela ob oster noht. In kadar so v šoli za novo leto po razredu obešali balone, se ni smel mrožek dotakniti nobenega. Ko je končal šolo, pa je hotel službo. Pa ni imel sreče. Ne v tovarni ribjih konzerv, ne na polarni banki ga niso sprejeli, češ da bi z nohti luknjal konzerve in bankovce. Žalosten se je mrožek zato nekega dne odločil, da si bo kruha poiskal v širnem svetu. V kovček si je zložil ščetko za okle, glavnik za brke in copate. Poljubil je mamo in očeta ter odplul. V daljnih deželah se je hotel zaposliti v živalskih vrtovih, v cirkusih, a kjer je potrkal, povsod so mu rekli: saj bi te radi vzeli, samo če bi imel postrižene nohte. Skrušen je tako nekoč v velikem mestu obsedel na obali in ni vedel, kaj bi s sabo. Iz razkošne hiše ob obrežju pa se je razlegala prijetna glasba. Nesrečni mrožek se je napotil za zvoki, da bi si vsaj malo razvedril žalostno mrožjo dušo. Pokukal je skozi odprto okno. Zagledal je koncertno dvorano, polno poslušalcev in na odru orkester. 3 polarne lisice so godle na violino, 2 polarna medveda sta igrala na čelo, tjulenj je piskal v klarinet in 2 losa sta trobila v lovska rogova. Dirigiral jim je severni jelen. Kakšna muzika je bila to! In ko so muzikantje po koncertu pospravljali inštrumente, so zagledali skozi okno žalostnega mrožka. Hej, prijatelj, mu je zaklical severni jelen. Te naša glasba ni razvedrila. Je odgovoril mrožek. Ampak takoj, ko ste nehali igrati, sem spet postal žalosten, ker sem se spomnil, da nikjer ne morem najti službe. Ja, kaj pa znaš, prijatelj? Ga je vprašal severni jelen. Če ne znam, bi se pa priučil,
je odgovoril mrožek, pa mi še tega ne pustijo. Pravijo, da bi si moral postriči nohte. In je žalostno iztegnil prednji plavuti pred dirigenta. Prijatelj, pa saj ni mogoče, je vzkliknil severni jelen. Ja, pa kje si se potikal do zdaj? Že pol leta iščemo koga z dolgimi nohti, da bi brenkal na kontrabas, ker smo izgubili luk. Takoj te sprejmemo, če hočeš. Nesrečni mrožek dirigentovim besedam kar verjeti ni mogel. Muzikantje so mrožka takoj vzeli v uk. Že po prvem mesecu je nastopil z orkestrom na koncertu. In potem na naslednjem in na vsakem. In tako se je mrožku končno nasmehnila sreča. In še nekaj. Orkester se je kmalu po tistem odpravil na turnejo po severnih morjih. Mrožek je očetu in mami poslal telegram, da prihaja. Kako sta bila vesela, ko sta ga zagledala v koncertni dvorani. Kako tudi ne bi bila vesela, da je njun mrožek končno našel službo, ki je čakala ravno nam. Kar pogumen je bil tale mrožek in vztrajen. Predlagam, da prisluhnete še kakšni pravljici, ki čaka na vas na kanalu Moj knjižni kotiček. In ne pozabite klikniti na gumbek Naroči se, da boste v stiku z novimi pravljicami, ki jih vsakodnevno pripravljam za vas. Dragi otroci, lepo se imejte, uživajte in en mrožkov, čau čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je spet posvečena živalim. In sicer živalim, ki sicer živijo daleč, daleč na severu našega planeta. Ja, pa to niso pingvini, tudi mrožine. Ne, so ene velike, kosmate živali. Le katere bi to lahko bile? Najbolje, da prisluhnemo pravljici in spoznamo te živali. Pravljico z naslovom Beli kosmatin je napisala pisateljica Caroline Castle, za ilustracije pa je poskrbel Daniel Howard. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Beli kosmatin. To je zgodba iz davnih časov in daljnih krajev, iz dežele prekrite snegom. Ta dežela se je imenovala Grenlandija in tako se imenuje še danes. Nekega mrzlega jutra se je iz meglice prikazalo nekaj polokrogastega. Bila je hišica, zgrajena iz zmrznjenega snega, iglu. Skozi vrata je stopila deklica Sira. Na hrbtu je nosila vrečo, v njej pa je bil njen mali bratec Ivik. Sirina mama je bila bolna in ni mogla vstati iz postelje. Zato je morala iti Sira naloviti nekaj rib za večerjo, da ne bi bila družina lačna. Bodi previdna, moja pogumna punčka, je zaklicala mama, in pazi se severnih medvedov. Toda ko sta otroka odhajala, ju je nekdo videl. Nekdo velik in bel in strašen. Kako je bilo mraz. Ampak malo Siro so topla oblačila grela, kakor ogenj sredi zime. Počasi si je utirala pot skozi sneg, dokler ni našla primernega mesta za ribarjenje. Sira je izkopala luknjo v led in potopila trnek vanjo. Na nebu je sijalo svetlo sonce in mali Ivik je spal. Toda nekdo je opazoval. Nekdo velik in bel in strašen. In prav kmalu je Sira ujela prvo ribo. Nekdo velik in bel in strašen pa se je plazil bliže in bliže. Nekdo velik in bel in strašen
in lačen. Mali Ivik se je zbudil. Beli kosmatin, se je zasmejal velikanski kosmati obraz. Na, je rekel, hočeš ribico? Velika bela žival je bila tako presenečena, da je kar vzela ribo in jo pogoltnila. Sira je ujela še eno ribo in potem še eno. Ribica za kosmatina, se je smejal Ivik. Velika bela žival je pogoltnila vse, s kostmi vred. Nebo se je stemnilo. Mala Sira je slišala veter, kako zavija. Dvigoval je sneg in ji žvižgal okrog ušes. Deklica je vedela, da se bo kmalu spremenil v snežni vihar. Čas je bil, da pobere ribe in se odpravi domov. Toda ko se je obrnila, ni bilo nikjer več nobene ribe. Niti ene. Ti porednež, je zaklicala Iviku. Bila je zelo jezna. Ampak kako bi lahko njen mali bratec pojedel vse tiste ribe? Saj je bil dosti premajhen. Mogoče je prišel tjulenj in jih vzel. Zdaj bodo po doma vsi brez večerje. Beli kosmatin, je rekel Ivik. Je tulil veter. Nebo je postajalo še temnejše. Sira je vedela, da morata takoj domov, dokler lahko sploh še najde pot, pa čeprav brez rib. In tako se z malim Ivikom na hrbtu odpravila v viharni večer. Toda veter je bučal in rohnil in ji nosil sneg v obraz. Sira ni več videla poti. Kmalu sta bila deklica Sira in mali Ivik popolnoma izgubljena. Spustila se je noč, kakor debela temna odeja. In nekdo jima je sledil. Nekdo velik in bel in strašen. Sira je zagledala za seboj senco velikanskega bitja. Nekaj gre, je zavpila. Nekaj velikanskega in strašanskega. Beli kosmatin, je zaklical Ivik. Mala Sira je tekla, kolikor hitro je mogla, toda sneg je bil globok in bila je utrujena. Ivik je bil težek, kakor če bi imela na hrbtu veliko vrečo krompirja. Nenadoma se je znašla pred ledeno jamo. Tu notri se lahko skrijeva, je rekla. Bila sta tako utrujena, da sta v hipu zaspala. In nista slišala, kako skozi sneg topotajo težki koraki. 1, 2, 3. Počasi se je velika žival splazila noter. Razprla je svoje ogromne, močne šape in zelo previdno dvignila Siro in Ivika in jo stisnila k toplim prsim. Potem je stekla in je tekla, kolikor hitro je mogla, čez zasnežene griče in skozi hrumeči sneženi vihar vse do igluja. Deklica Sira in mali Ivik sta se zbudila na domačem pragu. Sira ni mogla verjeti svojim očem. Kako sta vendar prišla domov? In od kod se je vzela tista velika riba? Samo mali Ivik je uganil odgovor. Beli kosmatin, je srečno rekel. Ja, pa se je le izkazalo, da tale beli kosmatin ni bil tako strašen, kot zgleda na prvi pogled. Ja, dobro se z dobrim vrača. Upam, da tudi vi kdaj storite kakšno dobro stvar. Zagotovo se vam je že povrnila, ali pa se vam še bo. Nikoli ne veste. Verjamem, da vam je bila tale pravljica všeč. Tudi meni je bila. Čeprav me je na trenutke, ko sem brala o mrazu in o vetru, kar zmrazilo. Potem pa me je pogrel tale srečen konec te zgodbe. Če vam je bila všeč tale pravljica, potem vam bo zagotovo všeč še kakšna pravljica, ki jo lahko najdete na kanalu Moj knjižni kotiček. In če se še niste naročili, ne čakajte, le naročite se. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. En kosmatinov, čau vam želim.
Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Danes boste lahko prisluhnili še eni čudoviti pravljici, ki se je zgodila ravno na božični dan. Namreč miški sta med zabavo na snegu srečali snežnega angela, ki je padel z neba. Res me zanima, kako se je pravljica razpletla. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Snežni angel. Nekega čudovitega jasnega jutra je vrtinec vetra prebudil miško Marjetko v gnezdu. Mami, Samo, zbudita se, je vznemirjeno zacvilila. Božič je in zunaj je sneg. Hura, se je razveselil Marjetkin brat Samo in poplesaval po gnezdu. Srečen Božič vsem. Srečen Božič, ljubčka moja, je bila vesela tudi mama, ki je otrokoma izročila darili. Marjetka je odvila svoje. O, je zacvilila, jagode in lešniki, je dodal Samo. Hvala, mami. Otroka sta darili spravila za pozneje in zdrvela ven na sneg. Lepo se zabavajta, je za njima zaklicala mamica. Jaz bom poiskala nekaj stelje, da bo naše gnezdo udobnejše in pozneje si bomo privoščili poseben božični čaj. Hihitaje sta se Marjetka in Samo drsala in spuščala po gričku navzdol. Svet pod njima se je bleščal, prekrit snežno odejo. A Samo in Marjetka ga skorajda nista opazila, saj sta visoko na nebu zagledala najčudovitejšo stvar, kar sta jih kdaj videla. Samo, poglej, je zašepetala Marjetka. Angel je, božični angel. A angel, ki sta ga miški kot uročeni opazovali, je začel prhutati s krili in padati. O ne, je bila zaprepadena Marjetka in se spotikajoč pognala naprej. Hitro, jo je priganjal Samo. Trepetajočih brčic sta miški po prstih stopicali po snegu. Angel je nepremično obležal na snegu. Njegovo perje se je bleščalo kot led in na njegovih krilih so se lesketali snežni kristali. Poglej, Samo, je vzkliknila Marjetka. Kako čudovito! Meni se zdi, da se ne počuti prav dobro, je zaskrbljeno odvrnil Samo. V tistem trenutku je snežni angel spregovoril. Mali miški, mi lahko pomagata, je dejal. S prijatelji že več dni letim iz dežele ledu in zvezd, a zadnjo noč sem jih v nevihti izgubil. Tako utrujen sem in sestradan. Ne vem, če jih bom sploh še kdaj videl. Kako strašno, morava najti hrano, je dejala Marjetka. A kaj, ko je vse prekrito z ledom? Že vem, se je domislil Samo. Pridi! In miški sta odtrobencljali preko travnika. Sneg je bil globlji, ko sta se miški vrnili. S sabo sta prinesli dragoceni darili z jagodami in lešniki. Položili sta jo pred izgubljenega in osamljenega angela in ga opazovali, ko je počasi začel jesti. Marjetka je očistila snežne kosmiče z angelovih kril. Misliš, da bo vse v redu? Je vprašala, ko je angel sklonil glavo k počitku. Upam, je zašepetal Samo. Počakala sta ob angelu, dokler končno ni prenehalo snežiti in je sončni zahod obarval nebo. Tedaj pa je angel odprl oči. Nenadoma je zaprhutal s krili in jih razširil. Hvala, drobni miški, zelo sta prijazni, nikoli vaju ne pozabim, je dejal angel. Miški sta lovili sapo, ko je angel poletel k višku in zlato zasijal v zvečerni svetlobi. Srečen Božič,
je še zaklical. Wow, sta zašepetali miški. Marjetka je iztegnila tački. Poglej, spet sneži, je zaklicala. Bele krpice so zaplesale okoli njiju, a ko je samo eno ujel, se je presenečen zahihital. Peresa, je zaklical. Miški sta urno nabrali polni naročji mehkega belega perja in odbrzeli domov. Mami, je zaklicala Marjetka, videla sva angela in dal nama je darilo. Mamica pa je ravnokar postiljala gnezdo slamo. Gosje perje, se je začudila. Nocoj bomo spali kot na oblaku. Med božično večerjo sta Marjetka in Samo mamici pripovedovala o prečudovitem angelu. Potem pa se je srečna in utrujena družina stisnila med toplo in mehko perje. To je najlepši božič doslej, je Samu zašepetala Marjetka. Saj sva videla čisto pravega angela, kaj ne? Seveda, se je nasmehnil Samo. In ko se je potapljal v spanec, je videl perje, ki se je v temi svetilo kot zvezde na ledeno mrzlem zimskem nebu. Zelo bleščeča in čudovita pravljica, kaj ne? In kako prijazno sta miška odstopila božično darilo ubogemu, utrujenemu, prezeblemu ter lačnemu labodu. Res zelo pohvalno. In kako očarana sta bila nad labodom, prav neverjetno. In zagotovo bo mišji družini ostal ta božič v najlepšem spominu. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Vesel božič, mišek Matiček, v kateri boste prav tako spoznali miška, ki je ubogim, premraženim in lačnim živalim prav tako prijazno priskočil na pomoč. Lepo se imejte in prijeten božični pozdravček. Čau, čau! Res čudovita pravljica.